Posebej v mladi demokraciji se mi zdi pomembno, da imamo v politiki močen moralni kompas. Ker menim, da živimo v zelo kritičnem času, ko se je potrebno izpostaviti za vrednote liberalne demokracije. V času, ki od vsakega posameznika zahteva določeno stopnjo politične aktivacije. Sam ocenjujem, da je zdaj enostavna situacija taka, da ne moramo več čakati. In vedno bolj se mi zdi, da samo če se aktiviraš, samo v tem primeru lahko kaj narediš. Iskreno verjamem, da smo se v Gibanju Svoboda zbrali ljudje, ki v tej državi lahko ustvarimo tako okolje, da se bomo Slovenci počutili svobodne in varne. Ker izhajamo iz civilne družbe, ker si želimo zares izboljšati Slovenijo. Ker je nuja, da se vsi tisti, ki želimo živeti v normalni državi, zbudimo, se postavimo mi na čelo te iste države, ker to tudi ljudje od nas pričakujejo. Mislim, da bo treba tudi na področju svobode medijev spremeniti zakonodajo. Javni medij, javna RTV je v službi javnosti, ne v službi vsakokratne politike, ki je na oblasti. Ker v bistvu bi se morali politiki bati novinarjev, ne pa novinarji bati politikov. Zaslužimo si svobodo odločanja. Ne, da nas vedno nekaj omejuje. Zaslužimo si boljši standard. Predvsem pa družbo, ki temelji na znanju. To je predpogoj za nadaljnji uspešni razvoj v naslednjih desetletjih. Zaslužimo si boljše življenje. Da živimo dostojno življenje tudi v starosti. Zaslužimo si normalno, stabilno, demokratično družbo in državo. Državo, v kateri nas bo oblast poslušala. Državo, ki komunicira spoštljivo in ustvarja vključujoče vzdušje za svoje prebivalce. Zaslužimo si več stanovanj za mlade. Dobre šole, dobre zdravnike. Da imajo naši otroci, bom rekla kar konkretno moj sin, neko normalno perspektivo, normalno prihodnost. Ker želim svojim otrokom in vnukom in vsem nam boljše življenje. In v prihodnosti neke jasne cilje, h katerim bomo stremeli. In te jasni cilji morajo biti postavljeni tako, da so dosegljivi. Zaslužimo si upanje.